Dobrodošli spet v družbi ambientov. Zdaj le gremo v stanovanjski blok, ki je glede letnice gradnje že srečal Abrahama. Zato ne preseneča, da je stanovanje v njem postreglo z ne najbolj hvaležno zasnovo glede na današnje čase. Kar pa ni prestrašilo ne lastnice, ne arhitektke. Stolpnica zgrajena v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Kaj ne, da se tole na prvo žogo ne sliši najbolj obetavno, ampak z dobro prenovo lahko takole stanovanje dobi popolnoma drugačen obraz. Gospa pisanec, kakšna je bila klasična tlorisna zasnova takole stanovanj iz 70-ih let? V tem obdobju moram poudariti, da so se stanovanja gradila precej kvalitetno, saj te stolpnice. Šlo je za precej dobre razporede tlorisa. Tlorisna zasnova je zavzemala velike prostore. Same okenske površine so dokaj velike, tako da so prostori tudi precej svetli. Tako da tudi pri tej prenovi ni bilo nekih drastičnih posegov, ko smo hoteli malo posodobiti to stanovanje. In kakšne so bile osnovne želje naročnice? Predvsem je naročnica želela svetlih prostorov, še posvetliti samo zasnovo, odpreti, nekako povezati te dnevno-bivanjske prostore, kar pa je včasih težko v stanovanjih ali v blokih, kjer ne smemo posegati v nosilno konstrukcijo. In zato smo se tukaj odločili, da bomo enostavno odstranili vrata dnevne in vrata kuhinjskega prostora. Vse skupaj pa potem še s tlakom povezali in tako nekako združili ta dnevno-bivanjski prostor v en prostor, čeprav to ni. Drugi večji poseg je bila odstranitev stene med kopalnico in straniščem, ki so ju tako povezali. V smislu odprtosti in povezav med prostori je oblikovan tudi predprostor. Na eni strani je obešalna stena, na drugi pa kubus omar, ki ločijo predprostor od hodnika v spalnem delu stanovanja. Tako so pridobili veliko shranjevalnega prostora, ki ga v stanovanju vedno primanjkuje. Omara je narejena tako, da je dostopna z vseh strani hodnika, nekaj shranjevalnih površin pa je tudi nad vrati pod stropom. Na koncu omare je arhitektka oblikovala odprto nišo z odlagalno poličko. V stanovanju je veliko bele barve in nasplošno prevladujejo svetlejši odtenki oziroma umirjena barvna lestvica. To je verjetno zaradi optične povečave prostorov, ne? Glede barv smo se seveda odločili za čim svetlejše odtenke. Na koncu je prevladala bela barva z nekaj akcenti hrastovega furnirja, tako da smo s to belino čim bolj skrili vso kubaturo omar, ki smo jih spravili v to stanovanje. Te hrastovi poudarki so pa neko uravnoteženost, da stanovanje dobi prave akcente in da ni čisto prelahkotno in niti pretežko. Na kakšni kvadraturi pa smo zdaj? To stanovanje obsega približno 73 kvadratnih metrov, pa še nekaj na balkonu in sicer je sestavljeno iz te predsobe, ločene kuhinje, ločenega dnevnega prostora, ki je precej velik, potem sta tukaj še dve spalnici in pa seveda kopalnica, ki je zdaj združena z WC-jem. Ker je ta dnevni prostor precej velik v tem stanovanju, smo se odločili, da bi ga na en način malo skrajšali in s tem pridobili še en delovni kotiček. S tem nismo nič zmanjšali dnevnega prostora, prostora za počitek, za gledanje televizije, smo pa pridobili še eno delovno površino. Mini pisarnico. Mini pisarno, tako je. Predvidevam, da je vse pohištvo glede na specifike narejeno po meri. Kadar želimo res izkoristiti vsak prostor v nekem stanovanju ali hiši, se največkrat poslužujemo opreme po meri. Pohištvo je projektirano glede na danost prostorov, pri čemer se je arhitektka osredotočila na belo barvo in hrastov furnir. Tako je dosegla enotnost in lahkotnost, čeprav je stanovanje polno opreme. Bel oplesk sten in preprosta, komajda opazna oprema so kot nalašč za postavitev večjih umetniških platen. Lastnica si je želela zemeljske in oranžne barvne odtenke, ki so jih našli pri akademski slikarki Agati Pavlovec. Njena platna, razporejena po stanovanju, lepo izstopajo in v interier prinesejo še kanček individualnosti in topline. Ampak predvidevam, da je v Sloveniji še veliko tovrstnih stanovanj, ne? In očitno tudi takale stanovanja v stolpnicah imajo nek lep potencial. Ja, res je. Zadnje čase je sploh bistveno več povpraševanja po takšnih prenovah in mislim, da je to tudi zaradi vaše oddaje, ki je lepo odprla vpogled v delo arhitektov in način dela
na ta način. Prednost dela z arhitekti pri prenovah je v tem, da arhitekt najprej ustrezno strokovno pregleda stanovanje ali hišo, presodi, kaj so plusi nekega objekta, kaj so minusi, in minuse potem spretno skuša z neko prenovo zakriti, čim bolj zakriti, medtem ko pluse izpostaviti. In to je tista razlika, ko se načrtovano nekdo loti prenove. In dobiš novo stanovanje. Tako je.